kaj so v bistvu energije nestrpnosti, katere se definitivno čuti, predvsem torej v drugi polovici leta številke 9, ne? Torej, začutili smo, torej začeli se vse okrog nekje poletnega solsticija, smo začutili blazno te nestrpne energije, tudi na mogoče svetovni ravni, absolutno je bilo veliko tega divje komunikacije, nič se ni vedel, kaj bo danes, kako bo jutri nekdo odreagiral, kako se bodo države odzvale. To je bilo na taki širši kolektivni ravni, ampak ni samo širša kolektivna raven, to se potem, širša kolektivna raven si lahko predstavljaš kot krog. Nekateri ljudje to blazno čutijo, nekateri ljudje manj to čutijo, kakorkoli že, ampak v takem primeru je to širok krog, potem se pa ta krog začne zmanjševati in gre na tvoj osebni krog, kar so tvoja družina, tvoji prijatelji, tvoji sodelavci in potem še en krog znotraj tega, ki pa predstavlja tebe. In te napetosti ljudje niso čutili, ker od tega nekako se lahko izvzameš, pač ne gledaš informativnih oddaj, izoliraš se od novic, pa nekako iz kolektive lahko na tak način nastopaš. Ampak, a veš, prepleten pa si z ljudmi, pa že oni ti servirajo velike informacije, ki so tvoji prijatelji, tvoja družina, kakorkoli že. In ta nestrpnost, ta ogromna nestrpnost je bila prisotna tudi v odnosih in bo do konca leta in potem vstop v naslednje leto bo prisotna nestrpnost. Vsi, če ne boš delal po njihovo, bi te znali kaznovati, pa ti zdaj meni, razumeš, ful tako, da nekateri ljudje pričakujejo, da bomo njihove marionete in tako naprej. Ogromno neke hitre, intenzivne živčnosti, ki pa se lahko potem prevede tudi v tvoj notranji svet. Tako da ne se obtoževati, sploh duhovni ljudje bi se znali ogromno obtoževati. Ja, pa jaz sem duhovna, pa meditiram, pa kar naenkrat sem ratala ful živčna, mogoče mi gre celo meditacija na živce, vse mi gre na živce, vse mi gre na živce, na živce mi gre. In ta nestrpnost bi šla lahko na noter in to je tisto, kar je treba umiriti. Ta nestrpnost drugače pripada, kako bi vam rekla, nekako uverturi v leto enke. Leto enke ne me narobe razumeti, ki smo duhovni, ne moram reči, da se ne veselimo, ampak mogoče je malo vseeno drugačna, kakor smo mi, ker 9 je duhovna številka, medtem ko enka je številka ega. In enka sama po sebi je že tako nestrpnost, jaz. Ne me narobe razumeti, enka ima tudi pozitivno stvar, zato ker je enka je številka novih začetkov. Če hočeš se preseliti, kaj na novo narediti, kaj zamenjati, ful je dobra za manifestacijo tega. Če hočeš novo kariero, zgraditi podjetje, je enka idealna za to. Ampak po drugi strani, ko govorimo o notranjem aspektu, zna biti zelo nestrpna, zna biti zelo živčna, zna biti zelo tako vibrirajoča. In ti moraš najti balans med tem, če hočeš imeti potem dobro manifestacijo. In zaradi tega v bistvu je tako zelo pomembno, da najdeš pot, kjer v takih energijah, če mi vemo, ker je neka teta Kristi zdaj to povedala, da so prisotne take energije, da ti najdeš za sebe točno določen način, se bom povedala kako in to te pokliče, kako boš ta aspekt imel v miru, ne sebe pod nadzorom, ker to je tudi številka ega, ampak sebe v miru. Kako boš ti, ne glede na to, torej kaj bo širok krog naredil, pa kaj bo ta ožji krog naredil, kako boš ti sebe ohranil v stabilnosti, v miru. Da kvečemo, če boš videl kaos okrog sebe, mu boš lahko pomagala z nasveti, z podporo, z nežnostjo, ne pa padla v ta kaos, ne? In tukaj, ker to je pa še vedno leto 9, je duhovnost tista, ki seveda duhovnim ljudem do tega pomaga, ne? Torej, da ti najdeš način, najdeš svoj princip, torej meditacije in zato so najboljši tečaji, zaradi tega, ker smo skupaj, ker en drugega podpiramo, zaradi tega, ker tečaji te imajo v večmesečnem procesu, torej si z nami, že mi te ful pomirimo, a veš,
tečaji, pa vse, kar se zgodi na teh skupinah, to je ful lepa energija, nežna energija, ker smo skupaj ful čutimo motivacije in to se naredi taka ločena kolektiva, veš. In potem, ko ti to doma delaš, pa se čez en mesec spet vidimo, pa tako dalje, te to definitivno drži v stanju miru, manifestacije, karkoli že iščeš. Je pa res, da sva tudi mi z mojim dragim možem seveda to upoštevala. A ne, vse to sva upoštevala, torej, kaj je tisto, kar prihaja na novo. Torej, ta energija se že postavlja v ljudeh. Želimo si nekaj na novo, želimo si nekaj drugačnega, želimo si nekaj posebnega, želimo si nekaj, kar še nismo videli, nekaj, kar še nismo slišali, in to bomo tudi mi jeseni delali. Tako da jeseni, torej 2025, bo pod našim okriljem naenkrat prišlo največ novih tečajev. Od vseh 15 let, kad delamo, nikoli še ne bo toliko novih tečajev. Nikoli ne bo še teh novih energij, ampak so tako pametno sestavljene ravno za leto, ki bo pač naslednje, torej 2026 in enka. Torej, kaj bo vse ta enka prinesla? Kaj se bo tukaj dogajalo? Kako bo ona vplivala in tako dalje? Vse to in še več bova z Michaelom razložila, da na to pripravila in seveda premierno tudi razkrila, kateri so vsi te novi tečaji in zakaj ravno te tečaji na brezplačni predstavitvi, ki bo 18. septembra na spletu. Marsikaj se bo dogajalo, bogate darilne bone dobiš, energijsko pripravo predvsem boš dobila na to, ko je popolnoma brezplačno, prijav se na potovanjeduše.si, torej 18. septembra na spletu, imeli bomo tudi meditacijo, skratka, in potem bova razkrila načrt zaključevanja leta 2025 in vem, da vi ste vedno navdušeni nad našim ateljejem in kaj se novega in navdušujočega imamo, ampak tokrat bomo šli pa še korak dlje in to je obljuba. Poglej si in se nam pridruži, torej povsem brezplačno je na potovanjeduše.si in skupaj bomo močnejši.